s partnerji, se pravi, začeli ste verjetno z določenimi partnerji, me zanima, kako se je ta odnos razvijal. A ste zaradi projektov, smo tudi zdaj, ko je korona, dejansko, kljub temu, da se ne morete videti, je ta stik zelo pomemben, ker se morate obveščati o spremembah, kako boste nadaljevali. Sploh, vi ste vodilni partner, morate zelo pač pogledati, paziti, kaj se počnejo druge organizacije, kako delajo, kakšne so aktivnosti, ali jih izvajajo. Vi tudi kot partner morate podobno poročati, vodji, sodelovati, skupaj načrtovati zadeve. Pa me zanima, a je sodelovanje v teh projektih Ustvarjalna Evropa, a je vpliva na vaše partnerstvo, vam je razširil mrežo, kako vidite to in kako zdaj tudi korona vpliva na to? A ste mogoče ravno na teh partnerstv, imate mogoče vsaj nek kvaliteten program, ga lažje ponudite, kot če bi bili brez tega? Absolutno, absolutno. Razpis oziroma, razpis je bil naš motiv ali pa, da smo iskali, kako lahko zgodovinska mesta, ki jih imamo vsi v predstavi kot z dediščino, kulturnimi spomeniki, ki so zelo stacionarni, pa zelo nezanimivi, kako moramo mi bolj kreativno razmišljati, ne samo za čas projekta in v projektu, ampak tudi sicer ponujati vsebine in programe, ki bodo zanimivi tudi tistim, ki jim pa kulturna dediščina ni blizu. Tako da moram iskreno povedati, da prav zaradi tega, ker smo tako, ko snuješ idejo projekta, je ta faza priprave in razmišljanja, kot je bilo prej omenjeno na začetku, da dobra ideja, in ko iščeš dobro idejo, se pojavi mnogo misli ali pa mnogo nekih idej. Tako da je bilo to naš tudi en tak moment, ko smo tudi vsebinske stvari, ki jih v združenju počnemo, skupaj s svojimi članicami, 19 nas je, so se mnogokrat oplemenitile v tem našem delu. Tako da, jaz mislim, da so vsi trije projekti nam mnogo doprinosili k našim aktivnostim in našemu delovanju. Tako da jaz mislim, da je to velik doprinos. Kar se pa partnerjev tiče, pa mogoče smo imeli malo sreče, ali pa je bila tudi vsebina taka, ne znam reči, ampak imamo kvalitetne partnerje v vseh treh projektih. To partnerstvo iz drugega projekta zdaj nadaljujemo v tretji projekt, nekaj smo majčkeno zamenjali, majhen dodali, ampak glavnina je ostala iz drugega projekta, tako da to sodelovanje poteka uspešno in tudi, tako kot ste omenili, kontroliramo, seveda spremljamo dogajanje, ampak nismo imeli pri nobenem od projektov težav z nobenim od partnerjev. Tako da, mogoče pa res je pa bolj prav, da na začetku razmisliš, s kom greš v partnerstvo, da imaš dovolj časa, da lahko to razmisliš in preveriš. To pa najbrž je. Kako pa ste recimo ta proces iskanja, spoznavanja, a ste poznali od prej, ste sodelovali, kako? Ne, nobenega nismo poznali od prej. Predvsem to drugo partnerstvo smo zgradili čist na novo, ampak v tem smislu, da nismo jih osebno poznali, so pa bili nekateri že v nekih drugih projektih preko nekoga, bolj po tej osebni liniji. Mislim pa, da enega partnerja smo pa našli tudi preko vaše mreže in to zelo, kot rečeno, vsi partnerji, tudi ta je bil z nami, kar se teme tiče in našega dela tiče, popolnoma kompatibilen, tako da na ta način smo poiskali partnerje. Imate občutek, da bi lahko sodelovali, recimo, če ne bi bilo te podpore? Se pravi, če bi vi pripravljali projekt, pa ne bi bil uspešen? Menite, da bi lahko recimo s tovrstnim partnerstvom izvedli neke aktivnosti v manjšem obsegu? Glede na to, da imate super zastavljeno zadevo. Ja, moram reči, da seveda, ko smo zaključevali drugi projekt pri španskem partnerju, to je ena velika privatna univerza, kjer imajo mnogo mladih, in kjer se jim je ta vsebina projekta zdela tako zanimiva, da oni zdaj nadaljujejo svoje aktivnosti v bistvu s temi projektnimi vsebinami. To se pravi, pripravljajo vsako leto dogodek, na katerega njihovi mladi umetniki, glede na to, da imajo študentov
15.000, ne, da mladi umetniki spoznavajo dediščino in dediščina in je kreativni navdih. In sicer prej so imeli to v okviru svoje univerze, ki je malce oddaljena iz mesta, ampak prav na podlagi projekta, ker smo vsa ostala mesta smo pa imeli v nekih mestnih središčih, oni zdaj izvajajo ta dogodek enkrat na leto v njihovem mestnem središču. Tako da, in celo pobuda s strani tega španskega partnerja je bila, kako bi lahko to nadaljevali, kljub temu, da nismo vedeli, da bomo uspeli tudi tretjič na projektu, da nam oni krijejo stroške, zato da bi to idejo projekta nadaljevali naprej skupaj, ne glede na sredstva. Tako da ja, in mislim si, in zdaj govorim v svojem imenu oziroma v imenu Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ampak se mi zdi, da bi vsi bili za to, da iščemo načine našega sodelovanja tudi v prihodnje in delovanja, zdaj čas preko projekta Ustvarjalne Evrope, super, najbrž se pa je možno sodelovati tudi na druge načine. Tanja, kako pri vas, kako ste razvijali partnerstvo? Meni se zdi predvsem izjemno pomembno, da danes, ko govorimo o prvih korakih, in nas verjetno poslušajo tudi organizacije, ki se pripravljajo na te prve korake, izjemno pomembno, da vidimo vsi, oziroma tudi bodoči prijavitelji, vidijo preko to neposredno finančno podporo projekta. Ker poleg tega v kompletu oziroma nekako v samodejno pridejo tudi partnerstva, ki jih je seveda težje finančno vrednotiti. Oni niso zdaj neka neposredna kapitalska naložba, kakorkoli hočemo temu reči, ampak so pa resnično izjemno pomemben temelj za kakršnakoli razvoj organizacije, projektov, sodelovanj naprej. To je naša izkušnja in verjetno tudi si jo delimo z marsikaterim prijaviteljem. Naša zgodba je pa šla tako, da smo bili povabljeni kot partner v prvi projekt Filmske vzgoje, podprt strani Evropske komisije. To je bilo v letu 2015. In na podlagi te izkušnje, tega enoletnega projekta, smo nekako mi začutili dovolj samozavesti, da imamo dovolj znanja in tako naprej, da aktivno iščemo tudi druge projekte, druga partnerstva, ponovno na področju filmske vzgoje, ki nas bi dodatno spodbujala za razvoj naše organizacije, naših aktivnosti. In smo se tega lotili resnično proaktivno, v smislu, da smo si ogledali, katere države in kateri projekti so bili podprti strani Ustvarjalne Evrope v preteklih letih in tam našli dva projekta, ki sta nam bila izjemno zanimiva, pisana na kožo naši organizaciji, se pravi aktivnosti, ki so bile tam opisane, so nam bile blizu po načinu dela, po metodi, po vsebinah in tako naprej. In smo dejansko sami kontaktirali oba glavna partnerja teh dveh projektov in iz tega sta dejansko nastali dve krasni dvoletni sodelovanji. S tem, da z projektom Moving Cinema, film v gibanju, smo ob koncu lanskega leta začeli že drugo generacijo dvoletnega izvajanja aktivnosti. In izkušnja s partnerji nasplošno za nas je dobra, mestoma celo odlična, v smislu, da se z partnerji prijavljamo tudi na druge razpise, ne samo na Erasmus Plus, recimo, ne samo Ustvarjalna Evropa in tako naprej. Tako da je to resnično, mislim, da eden glavnih faktorjev, zakaj je naša organizacija, se pravi Zavod Otok, zakaj je festival Kino Otok, ne samo obstal v teh časih, ki so zahtevni do manjših nevladnih organizacij, ampak da smo uspeli v zadnjih letih nekako razviti ekipo, razviti naše programe in tako naprej. Kar se tiče, kako se je spremenilo naše delo v času covida, je to seveda zelo velik minus. K sreči smo se vsi poznali že odprej v živo, kar definitivno olajša nadaljevanje komunikacije, ker si pa resnično težko predstavljam, da bi začeli projekt in imeli uvodno srečanje zgolj na spletu. To bi verjetno kar precej zakompliciralo sodelovanje. Je pa žal davek covida ta, da bi morali s projektom Moving Cinema bi se morali srečati v Ljubljani in v Izoli najprej ob koncu lanskega leta, potem smo nekako upali na letošnjo pomlad.
Sedaj pa pač potrpežljivo se srečujemo na spletu, na Zoomu in tako naprej in čakamo na priložnost, da se lahko ponovno srečamo v živo. Da seveda se prijavaš na projekt, ko čutiš, da si toliko močan, da projekt lahko spelješ, ne? Tako v organizacijskem kot v finančnem smislu, ne? Seveda, da delaš pač moraš zagotoviti iz lastnih sredstev. Mi ga pač zagotovimo iz svojih letnih sredstev in svojega letnega proračuna, ne? Ampak ko smo tako zrasli, da smo lahko to zagotovili, ne? Druge variante pač ni. Delaš partnerjev, se pa itak naredi že na začetku, ko pripravljaš projektno idejo in ko projektne aktivnosti definiraš in potem v bistvu ocenjuješ po projektnih aktivnosti stroškovnik narediš, ne? Projektne aktivnosti pa prilagajaš partnerju, ne? Pač enkrat nas je bilo 4, zdaj nas je 5, vsak partner ima eno specifiko, je na enem področju močan in potem daš tiste aktivnosti partnerju in mu tudi nameniš za to zadostna sredstva, da bo to lahko izvedel. Tako da to se pravi, čist organsko raste proračun glede na idejo, glede na zasnovo, glede na vsebino projekta. Ni kakšne druge skrivnosti ali pa da bi nekomu več, nekomu manj, ampak na koncu smo vsi na istem. Uspešno moramo izvesti projekt in to nam je vsem še tako, ne? Vodilnemu partnerju ali pa partnerjem, recimo na prvem srečanju v Bruslju, ko je bilo, so nam lepo povedali Evropska komisija, da je nekdo koordinator, je vodilni partner, ampak dajte se zavedati vsi, da ste soodgovorni za ta projekt, ne? In to mislim, da je pomembno, da se vsi partnerji tega zavedajo. Da to ni zdaj vse naloga vodilnega partnerja, seveda ima svoj večji del obveznosti, ampak tudi partnerji so zadolženi za svoj del in za svoj del dobi tudi vsak sredstva.